Danes, ko stojim tu pred vami, vem, da je to šola za ljudi z jasnim ciljem. A pot do tega spoznanja je bila dolga in zahtevna. Pogumne, dinamične, znanja, željne ljudi. Začelo se je z zborom, ne vseh, le redkih izbranih, voljnih dati za domovino več, kot sem si kadarkoli predstavljal. Hitro mi je postalo jasno, da bo zastavljena pot polna izzivov, ovir, skupinskega dela, iskanja rešitev in da vsekakor ne bo dolgočasna. Gremo previdno, znate, ne smo previdno. To ne more biti vse. Prve negotove korake sem naredil na usposabljanju posameznikov in skupin, ko sem spoznal, da posameznik brez kolektiva ne pomeni veliko. Z vsakim korakom sem postajal bolj prepričan, da je bila moja odločitev za ta poklic pravilna. Se odpravljate v svet z novim znanjem, ki ga vsi potrebujemo. Poklic zahteva celovito osebnost s širokim znanjem, ki častniku omogoča presojati razmere z različnih zornih kotov, znanje in sposobnosti za to pa je mogoče dobiti le v učilnici. Nekatere oblike ali vrste znanja pa je bilo treba najprej usvojiti ali samo dopolniti, kar je podlaga za poznejše uspešno delo na terenskih vajah. Pokrajinske značilnosti naše domovine zahtevajo uporabo različnih vrst znanja in veščin. Nekatere veščine, ki jih zahteva vojaški poklic, so bile do prihoda na izobraževanje in usposabljanje zame povsem tuje, neznane. Častnik je vedno v centru vojaške organizacije. On odloča in poveljuje. Priprava, orientacija, načrtovanje, odločanje, izdaja ukaza in izvedba so veščine, ki jih mora obvladati častnik Slovenske vojske. In hkrati tudi avenija dostopa. Pravočasno in pogumno sprejemanje odločitev pa je odlika, ki je zelo pomembna za uspešno in učinkovito izvedbo naloge. Bojišče od mene zahteva usposobljenost za preživetje. Pogum, drznost, hitrost, odločnost in iznajdljivost mi omogočajo nadzor nad sovražnikom ter obvladovanje zemljišča in prostora, kar je bistveno za dosego končnega cilja. Da gremo! Ajde, daj ukrinimo! Kritje! Ajde! Pravi pomen tovarištva se pokaže v zahtevnih situacijah, v katerih napačna odločitev, moja ali pripadnika enote, lahko usodno vpliva na izvedbo naloge. Desno! On bo vržilo! Povečaj pripravljenost na 100%. Sprejel sporočilo, varovanje na 100%. Nadzor in zavedanje okoliščin kljub premišljeno pripravljenemu načrtu v odločilnih trenutkih spopada od mene zahtevata učinkovito in usklajeno vodenje delovanja razporejenih enot. Zmik na rezervne položaje!
Verjamem, da bomo vsi ponosni tudi na Slovensko vojsko, katerega sestavni del boste. V kakršnih koli vremenskih razmerah, podnevi ali ponoči, je vsaka izvedba naloge svojevrsten izziv. Mešanica nenehne negotovosti, pozornosti, prikritosti, discipline in čakanja stopnjuje napetost do trenutka, ko je naloga opravljena. Mahnemo v smeri moje roke. Vzdržujte ogrelo podporo! Gremo, obhodni manever! Za naloge na večjih razdaljah, še posebno takrat, ko je treba enoto hitro premakniti na sovražnikovo območje, sem se naučil skrbno načrtovati uporabo prevoznih sredstev. Spoznal sem oblike bojevanja v urbanem okolju, katerih značilnost je velika intenzivnost. Celovit pristop in poznavanje družbenih, socialnih, ekonomskih in političnih dejavnikov omogočata doseganje ciljev ter zagotavljanje varnega in stabilnega okolja. To lahko dosežemo tudi brez uporabe ubojnih sredstev. Pred vami je dolga pot, od vas je odvisno, kako naprej. Streljanje z uporabo bojnega streliva dodatno dvigne srčni utrip. Dihanje, merjenje, proženje. Da je bil na koncu zadetek dober, se mora biti popolnoma zbran, potrpežljiv in ob tem uporabiti še vse pridobljeno znanje. Prišel je tudi čas, ko sem pridobljeno znanje preveril v praksi. Moja naloga je bila, da mladim, ki imajo pred sabo jasen cilj, to je delo v vojaškem poklicu, posredujem pridobljeno znanje in svoje izkušnje. Tudi sam sem bil nekoč v njihovi vlogi. Ponosen sem nase, da sem se zmogel spopasti z vsemi izzivi in izpolniti vse zahteve. Dosegel sem cilj, ki sem si ga postavil, postal sem častnik Slovenske vojske. Po vsem, kar sem s šolanjem pridobil, sem prepričan, da mi nobena naloga ne bo pretežka in da bom vsako odgovorno in s ponosom opravil.